Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o čustvih, o tako pozitivnih kot negativnih, oziroma katero čustvo je najbolj škodljivo. Veliko je govora o tem, da naj bi pazili na negativna čustva, da naj ne razmišljamo o negativnih stvareh, ker če razmišljaš o negativnih mislih, o negativnih scenarijih, torej o scenarijih, za katere ne želiš, da bi se uresničili, potem ti to škoduje in posledično tudi pride do okvare določenih organov tvojega fizičnega telesa. Recimo, pregovorno že poznamo izrek: nekaj nam gre na jetra. Torej, jetra naj bi bila povezana z čustvom jeze. In če se veliko jeziš, potem dobiš okvaro jeter. Gre torej za neko povezavo, razlago na osnovi povezave energetskih notranjih kanalov, ki jih pozna tudi tradicionalna kitajska medicina. Ali pa čustvo žalosti, potem tudi strah. Nekatere stvari, recimo čustva, kot so strah, so tudi nekako povezana z notranjimi organi in vemo, da če nas je strah, potem čutimo v želodcu, v solarnem pleksusu določen občutek take zakrčenosti. Jaz recimo v srednji šoli, ko sem doživljal velike strese, sem imel težave z povečano želodčno kislino. Če nisem redno jedel, če sem imel prazen želodec, sem zelo hitro dobil močne bolečine v želodcu. Ko pa se je ta stres pomiril, potem so ti problemi izginili. So torej dejansko miselni vzorci in naše doživljanje, naše okolice povezane z notranjimi organi in na njih vplivajo. Ampak kar se ne ve, oziroma kar se premalo ve, pa je to, da so tako pozitivna kot negativna čustva enako škodljiva za naše fizično telo. Kajti tudi pretirana sreča, veselje, zadovoljstvo je škodljivo. Ti miselni vzorci predvsem vplivajo na srce. In posledično, ko doživljamo zelo intenzivno veselje in srečo, lahko doživimo srčni napad in umremo za posledicami infarkta. Vse te energije, ki se proizvedejo z miselnimi procesi, tako pozitivnimi kot negativnimi, so povezane torej z notranjimi organi in če sodelujemo v umu, te energije, ne glede na to, ali jih čutimo kot slabe ali dobre, kot prijetne ali neprijetne, vse imajo škodljiv učinek na naše fizično telo. To pa zato, ker umsko-zavestni sistem kot parazitski simbiotski sistem za svoje delovanje črpa življenjsko silo iz fizičnega telesa. Različne vrste energij, občutkov proizvaja z črpanjem iz različnih delov telesa.
Zato vam predlagam, da se čim bolj osvobajate od uma, da zaustavljate te misli, ki se proizvajajo v obliki glasov v glavi, da ne sledite tem energetskim mislim, da ne dopuščate čustvenih reakcij, tako pozitivnih kot negativnih, temveč da v trenutku, ko vidite, da se je pojavila neka misel, da globoko vdihnete in vrnete pozornost nazaj na dihanje, na svoje fizično telo in na to, kar je tukaj. Kajti vse misli in čustva so samo energije, ki nam vzamejo pozornost od zavedanja realnosti, univerzalne fizične realnosti v tem trenutku. Za pomoč pri osvobajanju od teh motečih umskih aktivnosti pa vam priporočam, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light, povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje.